Miklavžev spremljevalec Parkelj, demonska figura iz alpske tradicije, je kosmat, rogat in temačen lik z dolgim jezikom, verigami, zvonci in pogosto s palico ali šibo. Njegov obraz je podoben hudiču, z rogovi, velikimi zobmi in strašnim izrazom. Njegova vloga ob Miklavžu je predvsem simbolična, predstavlja strašilo, ki otroke spodbuja k lepemu vedenju. V mnogih alpskih državah so se iz starodavnih običajev razvile živahne, pogosto zelo obiskane prireditve, na katerih nastopajo parkeljni. Najbolj razširjene so v Avstriji, Italiji, predvsem na območju Južne Tirolske in v Sloveniji. Najbolj bogato tradicijo imajo v sosednji Avstriji, kjer so tako imenovani Krampusläufe izjemno priljubljeni. Gre za velike povorke, kjer desetine ali celo stotine parkeljnov tekajo po ulicah, strašijo obiskovalce, ropotajo z verigami in zvonci ter predstavljajo kratke prizore. Noše so zelo razkošne, pogosto ročno izdelane iz lesa, ovčjih kož in rogatih mask. Povorke parkeljnov imajo dvojno vlogo. Ohranjajo kulturno dediščino in nudijo spektakularno, pogosto adrenalinsko doživetje. Kljub strašljivemu videzu je njihov namen predvsem zabaven in simboličen, opomniti na tradicijo ter ustvariti praznično vzdušje v adventnem času. Primat največje povorke v Sloveniji pa že nekaj let držijo organizatorji noči parkeljnov v Goričanah. Mednarodna udeležba privabi tudi množico obiskovalcev in na večer sprevoda del Medvod preplavi prometni kaos in množica veselih pričakovanja polnih obiskovalcev. Staro in mlado pride pogledat, kakšne vragolije bodo letos ušpičili kosmati barabini. Z našo kamero smo tokrat razpoloženje preverjali pred povorko v poslopju nikoli dokončane športne dvorane, ki se je izkazala za idealno vstopno-izstopno točko sprevoda. Koliko vas je danes prišlo samo v Medvode z Virman? 18. Kakšen program pripravljate? Boste strašili publiko, boste zabavni, kaj boste počeli? Lih nekaj vmes. Lih prav. Ja. Kaj recimo, imate kakšen poseben program? Presenečenje. Pa pripravljamo. Spektakel. Ja, razpaljotka. Po moje bo kar dobro, no. Ja. Upamo. Kaj prestrašite tiste otroke, ki vas gledajo, a se samo zabavate zraven? Ne, moramo jih prestrašiti. Mora biti neka simboličnost, po moje, no. Verjetno. Pa že ni samo zabava. Je neka pač parkeljni predstavljajo neko strašno stvar, po moje, no. Mislim, neko pokoro, no, na ta način, ne. Tako da, prav je, da si. Ja. Kako je pa sodelovati na taki veliki prireditvi s tako veliko zasedbo? Super. Kar zabavno, ja. Zabavno, cool. Zdaj so nas že par let zapored so nas že povabili, tako da meni je super, enkrat na let, vrhunsko. Ja, skupina obsega 15 parkeljnov. Letos smo še malo povečali skupino in letos smo se udeležili že prejšnji teden, torej 15. laufa v Avstriji in nas čakajo še v naslednjih 2 tednih še laufi po Sloveniji v Podkornu in Vrhniki ter za 5. decembra za Miklavža še v Preski. Ja. Danes je kar velik spektakel, na kakšen način boste predstavili svoje vragolije publiki, jih boste kaj prestrašili? Ja, mislim, za Goričane se vedno posebej pripravimo. Smo pripeljali tudi tricikl, v katerem zadaj vleče sod, kotel, iz katerega se kadi ven in zraven še bakle in tako da bo šel. Vrhunec je zdaj tik pred začetkom smo. Kakšno je vzdušje v vaši skupini? Ja, skupina je že čisto pripravljena, komaj čaka, da štarta in se že veselimo. En gorenjski naglas slišim, odkot prihajate? Iz Luž. Tako je, zraven Šenčurja. Vsako leto sodelujete tukaj? Ne, letos smo prvič, pa upamo, da ne zadnjič. Ste že kdaj bili na kakšni takšni prireditvi, kakršna je ta? Ne. To je za nas prvič, tako da smo se potrudili, smo naredili tudi nove maske in danes prvič zažigamo.
Tradicija pa najbrž izvira iz vaše vasi, ste prejšnja leta hodili? Ja. Maske so tradicionalne, usnjene, stare že več kot 60 let. Tradicija. Kako ste izvedeli, so vas povabili na to prireditev, ste se sami javili? V bistvu smo se sami javili. Jaz sem bil udeleženec po moje že od prve noči parkeljnov tukaj v Goričanah. Tako da se mi res zdi ena lepa tradicija in smo rekli, glede na to, da imamo precej unikatne maske, zakaj se ne bi še mi predstavili in tako smo pristali tukaj. 18. How old? 14 bis 55. First time here in Goričane? No, second. Last year also? Yes. How will you perform today? Will you be naughty, angry, funny? Also. Everything. Pri nam definitivno se držimo te tradicije, tradicionalnega izgleda, se pravi ovčja koža, kozji rogovi in mi smo v bistvu te, ki držimo tradicijo v Sloveniji z tradicionalnimi maskami. Goričane so pa v bistvu največji dogodek v Sloveniji, roko na srce, tako da se vedno radi udeležimo tukaj. Kako velika zasedba je prišla sem? Danes nas je 20 članov, od tega nas je 4 tablonoš oziroma nosijo tudi saje, s katerimi mažemo ljudi po obrazu, tako da nas je kar v lepem številu tukaj. Neke vrste ogrevanja za vašo prireditev, ki jo imate kdaj? Naša prireditev je na sporedu 28.11. v Podkorenu ob 18. uri pod Lipo. Mi se tukaj v bistvu malo preštimamo z glasovi, malo preverimo, koliko smo v kondiciji, da gremo lahko naslednji teden poje s polno paro na naš dogodek. In ko se je naš mikrofon komaj dobro ogrel, so že zabrneli motorji, pa tudi motorke, brez rezil seveda. Pokadil se je dim z bakel, ropotajočih vozil in še česa in veselje obiskovalcev se je začelo. Izjemni prizori, ki so navduševali mladino in pogumne otroke, številni so kljub strupenemu mrazu vztrajno z mobilnimi telefoni lovili spektakularne prizore, tisti malo manj pogumni so se lahko nekoliko odmaknili od ograj, da jih črni parkljasti kremplji niso uspeli razkuštrati. Kakšno simpatično dekle pa je v šotor, kjer se je po koncu povorke odvila zabava, odpravilo s prav posebnim make-upom, ki so jim ga na lica s sajami napravili parkeljni. Za varnost so kot vsa leta doslej pridno skrbeli gasilci, ki so sproti popravljali ograje, če jih je kak zelo razposajen krampus premaknil preveč proti publiki, pogasili so tudi kak razplamtel ogenj ali preveč razvnetega parkeljna. Dogodek torej, ki se mu velja pridružiti in prepustiti, se je odmeval daleč naokrog.